Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v naši drugi oddaji o velikonočnem času. In sicer je z nami zopet doktorica Julka Nežič, teologinja in predavateljica, sicer upokojena. Lep pozdrav. Zdravljeni. Torej, prišli smo v prejšnji oddaji do Velikega petka, danes pa nadaljujemo z Veliko soboto. Pa nam povejte nekaj, kaj se v duhovnem oziru in s tem tudi v našem krščanskem obredju dogaja na Veliko soboto. Ja, Velika sobota je dan Jezusovega počitka v grobu. Se pravi, tukaj v dopoldanskem času ni nobenega posebnega obreda. Verniki so pa povabljeni, da pridejo k Božjemu grobu. V naših župnijah je navada, da imamo povsod dejansko Božji grob in tudi navada, da ljudje zlasti z manjšimi otroci, predšolskimi ali pa prvi, drugi razred, zelo radi obiščejo ta Božji grob, se poklonijo Jezusov grobu. Kar pa je morda treba tukaj povedati, pa je to, da večkrat pa pozabimo, da je v Božjem grobu izpostavljeno najsvetejše. Se pravi, pred nami je sicer kip ali pa slika Jezusa, ki ga predstavlja kot mrtvega v grobu, nad tem je pa sveta hostija, najsvetejše, ki nas opozarja, da je pa Jezus ostal med nami živ. Tako kot je rekel, z vami sem do konca sveta. In tako bi moralo dejansko bi moral obisk pri Božjem grobu iti nekako tako, da sicer najprej pozdravimo Jezusa v grobu, se mu zahvalimo, mogoče s kratko molitvijo za odrešenje, potem pa naš pogled roma navzgor k najsvetejšemu in se mu zahvalimo za to, da ostaja med nami. To je v dopoldanskem času. Ponekod se že takrat začenja tudi blagoslov velikonočnih jedil in to mislim, da to vsi poznamo, ta obred, se ga vsi tudi veselimo, tako odrasli, kakor otroci, oziroma otroci in odrasli. Potem tudi v popoldanskem času so ti obredi po župnijah, po kapelah, morda ki tudi ob kakšnem znamenju, odvisno, kjer je, kakor je krajevna navada. Cerkveni obredi se pa začnejo potem v soboto zvečer in sicer navodila pravijo takrat, ko je vsaj že mračno. Se pravi, gre za to simboliko svetlobe in teme, ne? Tema predstavlja tisti čas, ko smo nekako neodrešeni, ko je bil svet neodrešen, ko je taval v temi in v grehu, v zmotah, ne? Potem pa ta svetloba velike noči, ki kaže na to, velikonočna sveča, ne? Da je pa ta tema premagana, se pravi, Jezus jo je premagal, je človeka odrešil, prišla je res ta luč, ki je pregnala vso temo. In to lahko pride do izraza samo takrat, če je tudi v cerkvi temno in potem, ko pride velikonočna sveča, ne, se pojavi ta svetloba. Tudi midva imava tukaj eno lepo svečo. Torej, prižgala jo bova seveda, ko bo dejansko nastopila Velika noč. Ja. Imava pa tudi tukaj eno jagnje, torej en simbol, pokazal ga bo v kamero, tako. Pa mogoče malo razložite, kaj ta simbol pomeni? Ja, Jezus kot velikonočno jagnje, ne. Prerok Izaija ga je napovedal, da bo kot jagnje šel v zakol, ne da bi se branil, ne da bi delal nek hrup, torej bo ponižno sprejel trpljenje in smrt za odrešenje sveta. To je en tak vidik, zato Jezusa upodabljajo kot jagnje. Drugo je pa tudi to, da so Judje Veliko noč, ko so praznovali, že pred Kristusom, ne, so praznovali tako, da so zaklali po Mojzesovem naročilu, ki ga je pa dobil od Boga, ne, so zaklali jagnje in ga potem skupaj zaužili, predno so šli v
iz egiptovske služnosti v obljubljeno deželo. Ne? In na to nas potem to velikonočno jagnje tudi spominja. S temle banderom ob sebi, ne, je pa, to je pa tista zastava zmage, ne, ki nam kaže na to, da je Jezus zmagovalec nad smrtjo, nad grehom. No in to je velikonočna sveča, je pa v ospredju teh velikonočnih obredov na veliko soboto zvečer. Najprej je zunaj cerkve, duhovnik blagoslovi to svečo in jo tudi da nanjo znamenja, ne? Alfa in omega, torej Jezus začetek in konec, in potem tudi letnico, se pravi ta sveča potem celo leto do naslednje velike noči spominja vernike na Jezusovo to velikonočno skrivnost, se pravi trpljenje, smrt in na njegovo vstajenje, stoji ob oltarju oziroma ob krstnem kamnu in nam brez besed govori o teh velikonočnih dogodkih. Imel bi še eno vprašanje, in sicer tukaj vidimo, da to jagnje stoji na eni knjigi. Na tej knjigi je križ in pa 7 pečati. Ali ima to tudi kakšno simboliko? Ja, je to svetopisemsko kaj? To je zdaj knjiga z 7 pečati, ne? To je iz knjige Razodetja, ne? Ko jagnje odpre knjigo, ki je zapečateno z 7 pečati, potem pa tukaj pač različno upodabljajo to velikonočno jagnje, ne? Tako da ta je pač slučajno tako tukaj, ne? Ampak meni se zdi pomembnejša velikonočna sveča od tega, ne, ker v bogoslužju je v ospredju velikonočna sveča, ne, ki jo, kot sem omenila prej, duhovnik zunaj blagoslovi, potem jo pa v procesiji prinesemo oziroma prinese v cerkev. In sicer podobno kot na Veliki petek, 3-krat tam rekel, glejte, les križa, tukaj 3-krat reče Kristusova luč, ne. In potem je vedno več, torej cerkev je v temi in potem se najprej prižgejo velikonočno, torej ko pridejo v cerkev, se prižgejo ob velikonočni sveči, ne drugi, ampak ob velikonočni sveči ministranti, bralci, tisti, ki so pač v duhovnikovi sodelavci, oziroma bogoslužni sodelavci pri tej maši. Najprej, potem pa, ko drugič, tretjič reče Kristusova luč, pa si prižgejo te sveče, svoje sveče, tudi drugi verniki. Namreč povabljeni smo, da na velikonočno vigilijo, ko obredom prinesemo s seboj svoje krstne sveče, po možnosti, če ne pa kakšno drugo svečo, in mi potem pri obredu prižgemo svojo svečo ob velikonočne sveče. Gre za to simboliko, ne, ta luč vstajenja, ta Kristus, torej mi prejemamo to luč od Kristusa, ne. Torej ni pravilno, če na primer sam si prižgeš svečo z žigalico ali vžigalnikom, ne, ampak moraš počakati, tudi če dalj časa traja, da pridejo ministranti ali pa kdo drug, ne, ki prižge potem svečo od velikonočne sveče, ne? In potem se obredi nadaljujejo, tako da je potem tista znana hvalnica velikonočne sveče pri maši, oziroma pred mašo, pravzaprav v začetku, ne, tega obreda, in to je ta prvi del pravzaprav obredja na Veliko soboto zvečer. Drugi del je pa potem takrat, ko se začne tako imenovano krstno bogoslužje. To je namreč dan oziroma noč, ko naj bi bili krščeni odrasli, ki so se dalj časa, torej najmanj 1 leto, pripravljali na krst. Ker tukaj se potem vidi ta, ne, prehod iz teme v luč, iz greha v odrešenost,
Svetem pismu beremo, ne, za tistega, ki je krščen, ki postane kristjan, umrl si s Kristusom, ne? Bil si zakopan. Torej, stari grešni človek pri krstu umre in vstane novi. Ne? In to je najbolj vidno dejansko v tem trenutku pri tem bogoslužju, tako da ponekod, kjer ni odraslih za krst, potem povabijo kakšno družino, ki želi, da krstijo njihovega otroka. Ne? Če pa te možnosti ni, potem pa je v okvir tega bogoslužja vključena samo obnova krstnih obljub, tako da se dejansko vsi zavemo, ne, pomembnosti krsta. Kako je krst pomemben za naše življenje. Kajti takrat smo bili krščeni, smo bili pokopani s Kristusom in smo vstali s Kristusom. Ne. Tako da je dejansko velika sobota za vsakega od nas izpraševanje vesti, kako živim svoj krst, kakšen kristjan sem. Ne, ta obred tukaj. Torej, kristjani praznujemo veliko noč, v istem času pa Judje praznujejo Pasho. Kaj praznujejo Judje in kaj praznujemo mi? In kakšna je razlika? Judovska Pasha in naša velika noč, ne, naša velika noč je pravzaprav nadaljevanje judovske Pashe, če smem tako reči. Judije so vedno na prvo pomladansko polno luno praznovali veliko noč, in sicer je bil to praznik, ko so se spominjali svojega čudežnega, bi rekli, ne, izhoda iz egiptovske sužnosti. Ko jih je Bog po Mojzesu rešil iz tiste sužnosti in jih potem Mojzes po 40 letih pripeljal v obljubljeno deželo. No, in kristjani praznujemo z veliko nočjo tudi izhod iz sužnosti, ampak ne več egiptovske, ampak iz sužnosti greha in smrti v osvobojenost, v odrešenost. Ne, tako da gre pravzaprav za nadaljevanje tiste, torej na višji stopnji, bi rekli, ne, judovske Pashe, in zato, ker so Judje to praznovali torej takrat ob prvi pomladanski polni luni, jo tudi mi. Vedno, velika noč je vedno prva nedelja po polni luni, ki je po 21. marcu, ne? Se pravi, ko se začne pomlad. Seveda je velika razlika med judovsko Pasho in pa med našo veliko nočjo, ne? Ker mi tukaj Judje še vedno nekako se jim pogled usmerja samo nazaj, ne? Še vedno pričakujejo tudi odrešenika, medtem ko mi pa verujemo, da smo ta dogodek že doživeli. Se pravi, mi podoživljamo ta izhod iz teme, greha in smrti, se pravi velikega petka na velikonočno jutro. Judje pa tega žal ne. Zdaj bi se pa morda lotila teme, ki je vse na videz obrabljena, vendar mislim, da je prav, da jo vedno znova obnovimo. To je torej simbolika velikonočnih jedil. Kako je s tem? Ja, kolikor vem, je večinoma povsod navada, da nesejo k velikonočnemu žegnu, kot pravimo, šunko, se pravi meso, potem kruh, potico, potem jajčka, barvana, pirhi, remenke, pisanice, kakor pač kje rečejo, potem pa hren pa klobase. To so nekje tiste standardna jedila, ki jih nesejo k žegnu. Potico smo omenila? Ja, kruh ali potica. Aha, tako, ja. Tako da to je, ne. Medtem ko ponekod dodajajo še potem kakšne novejše stvari, kot so na primer pomaranča ali pa ponekod dodajo tudi razno cvetje ali kaj takega. Ne? Ampak vino tudi?
nisem slišala ne. za vino. Ne? A ne. Ampak tistih 5 standardnih je nekako, ima simboličen pomen tudi glede na svetopismo, če pogledamo. Ne? Torej, morda šunka ali najboljši kos mesa, ne? Nas spominja na velikonočno jagnje. To, kar smo prej omenili, ne? Judje so zaklali za veliko noč jagnje. In mi seveda zdaj pri nas jagnje zelo redko, kje jedo, ne, oziroma jemo, ne, zato potem pač svinjsko meso. Nas spominja nekako na to mrtvo Kristusovo telo. Potem imamo tukaj še klobase pa hren. Klobase so simbol žebljev, ki so prebili Jezusovo stran oziroma Jezusove roke in noge. Potem pa ta grenki ali oster hren pa nas spominja na tisto pijačo, ki so jo dali, v katerem piše svetopismo, ne, da so vojaki Jezusu ponudili vino z žolčem mešano. Ne. Torej, hren bi nas naj na to spominjal. Hkrati je pa tudi nekako iz judovstva tista grenka zelišča, ne, kot spomin na trpljenje, ki so ga prestali v tem suženjstvu, nas pa lahko tudi spominja na ta trpljenje, na vse težave, probleme, ki smo jih imeli v preteklem letu. No, potem jajčka je seveda tukaj zdaj dvojna simbolika, barva rdeča, ne, torej poleg raznih drugih pisanih jajč so tukaj potem je rdeča jajčka nekako obvezna, ker pač spominjajo na kaplje krvi. Ne. Jajce kot tako ima podobo kapljica, ne, in nas spominja na kri, ki je Jezus prelil za nas. Po drugi strani je pa jajčka pirh, torej podoba groba, v katerem je Kristus počival in iz katerega je vstal, se pravi, jajce skriva v sebi življenje. Ne. In ko to življenje dozori, potem poči in pride na dan. Ne. Se pravi, ta podoba Jezusovega vstajenja. To so te simbolični pomeni teh 5 Jezusovih, oziroma teh 5 jedi, ki jih nesemo k žegnu. No, potica, kruh, to sem še pozabila povedati. Torej, okrogle oblike kot Jezusova krona, ne, spomin. Potem pa svetopisemska prilika oziroma Jezusove besede, če pšenično zrno ne umrje, ne obrodi sadu. Ne. In tu nas ta kruh spominja, Jezus je tisto pšenično zrno, ki je za nas umrlo, da je obrodil bogat sad, se pravi, prinesel nam odrešenje. Kako pa je z večernim bogoslužjem na Veliko soboto? Ja, prej sva že omenila pravzaprav do tistega obreda krščevanja, ne? Tako da je, se pravi, prvi del je zunaj cerkve, blagoslov sveče, potem procesija v cerkev, potem je branje Božje besede. Torej, to bogoslužje, ki je najbogatejše in osrednje bogoslužje celotnega cerkvenega leta, nam nekako ponuja možnost, da poslušamo celo vrsto svetopisemskih odlomkov. Torej, obvezno je vsaj 2 berili pa evangeliji, ne, drugače pa je danih možnosti 7 ali 9 svetih teh odlomkov, ne, tako da so res, kot pravimo, miza Božje besede bogato pogrnjena na ta dan. No, in potem, ko duhovnik prebere, oziroma ko poslušamo poročilo o Jezusovem vstajenju, ne, zaslišimo potem spet zvonove, zaslišimo orgle, ki so na Veliki četrtek utihnile, zaslišimo... Tudi petje potihne. Ja, potem zaslišimo pesem oziroma hvalnico Slava Bogu na višavah, ki je cel
postni čas, se pravi 40 dni nismo poslušali oziroma molili, razen na praznike, ki so bili vmes, ne. Tako da je tukaj potem res ta na mogočen način bogoslužje izraža veselje nad Jezusovim vstajenjem in potem sledi krst, ne, in po tistem se pa potem maša nadaljuje po običajnem redu, tako kakor je. Kako se pa pravilno uživa ta blagoslovljena jedila? Ja, zdaj neko tako nepisano pravilo pri nas pravi, ne, da bi se velikonočni žegen smel zaužiti šele na velikonočno jutro, zjutraj, kot velikonočni zajtrk, ko ljudje pridejo, oziroma ko verniki se vrnejo od velikonočne procesije in tiste velikonočne maše. Vendar bi bilo, nekako se mi zdi primerno, tudi po obredih Velike sobote, saj že takrat praznujemo, smo že doživeli Jezusovo vstajenje, ne, in se potem to kot neka agapa, neka skupna večerja, skupen obed nadaljuje, ne. Gotovo pa ni primerno pred obredi, ne. Tako da bi, na primer, ko pridemo od blagoslova, da bi se takoj zaužilo, ker je pač to del praznovanja velike noči. In to se začne šele na velikonočno soboto zvečer, torej s temi obredi velikonočne vigilije. Je pa navada bila nekoč, zdaj ni več tega, se je nekako razgubilo, da so velikonočno jedila lahko jedli samo tisti, ki so bili pri spovedi. Se pravi, da se je spreobrnil. Človek, ki se je spreobrnil, si je s tem tudi nekako prislužil, bi rekli, ne, za uživanje velikonočnih jedil, potem pa jedli so brez pribora, ne, ker se je nekako razumelo, da je to podobno kot Izraelci, jedli so na hitro, ker so potem pač morali pobegniti iz Egipta, ne. Ni bilo časa, ne vem, kaj tu početi, in tako kot spomin na to bi se najedlo tudi, zauživali velikonočna hrana brez pribora, in to pa je še ostalo, namreč, da je treba paziti, da nobena drobtinica, da se nič ne izgubi. To se vse skupaj potem pobere na ta velikonočni prt ali pa servieto ali kakorkoli. In po kmečkih župnijah je še navada, da potem te ostanke zakopljejo na njivi ali na vrtovih, druge pa, da se sežgejo. Gotovo pa se to ne vrže v smetnjak oziroma med smeti, ne? Ker gre za blagoslovljeno. Ne? Torej, blagoslovljeno jedila, ne, so nekako dokaz, Bog je z nami, znamenje Božje bližine, ne, in to se potem ne zavrže. Torej, nekje sem videl, da je nekdo ponudil blagoslovljeno šunko tudi svojemu psu. Kaj pravite o tem? No, to gotovo ni. Torej, meni osebno, jaz mislim, da ni primerno, ne. Torej, te luščine od jajc so pa tudi, bi rekel, ljudje v nekem ljudskem običaju raztresli okoli hiše, nekako. Ja, je nekako bilo tudi na cvetno nedeljo navada, da so tiste od ibe, ne, tiste mucke ali pa listje od vej, ki so jih nesli k žegnu, da so raztresli po polju ali na vrtovih ali okrog hiše ali kaj podobnega naredili, ne. Ali pa to, kar ste rekli, ne, s temi luščinami. Samo tu je vedno že bi rekla, nevarnost oziroma prisotno praznoverje, ne. Ljudje nekako razumejo morda to preveč dobesedno, kakor da bodo zdaj ta jedila oziroma ta luščina ali pa tisti listi ali cvetje varovali potem dom pred nesrečo ali pred zlom kakršnim koli. Pozabijo pa na to, da
Torej, ni luščina to, ne, ampak da je blagoslov. Se pravi, blagoslov je tisti, ki človeku nekako zagotavlja, da je Bog z njim. In če se zavedam, da je v tej jedi ali pa v tej butari blagoslovljeno, torej, da počiva na tem, bi rekli, blagoslov, potem me to spominja, Bog je z mano. Ne? Bog me varuje, tudi če se kaj hudega zgodi. Ne smemo pa tega razumeti tako, da zdaj pa me bo ta luščina ali pa ta list ali pa ta cvet me bo varoval pred nesrečo. Ne? Verjetno avtomatike ni, ampak je pa morda to dobrodošlo kot ohranjanje neke etnološke zapuščine oziroma ljudskega običaja. Že samo mislim, da je naloga pastoralnih delavcev pa delavk, ne, da na take stvari se opozarja in da ljudje varujemo pred praznoverjem, pred nekim magičnim uporabljanjem raznih stvari, ker tega je že itak precej. Ne? Ja, torej sva že povedala, mislim, da o družinskem doživljanju tega žegna oziroma o tem, kaj se dogaja v družini, ali še bi tukaj bilo kaj dodati? Torej, jaz bi rekla za veliko soboto morda to, da res najdemo čas, da umirjeno pripravimo ta jedila, da otrokom zlasti razložimo tudi, kaj pomenijo, zakaj to nesemo k žegnu, da če gremo k Božjemu grobu, s kakšnim namenom, kaj bomo tam delali, ne. Potem druga stvar, kar se mi zdi tudi prav, zlasti za nas odrasle, ker je v ospredju nekako ali pa velik poudarek na krstu, da se tukaj vprašamo, kako je z mojim krstom. Torej, kako jaz živim svoj krst in kako pomagam svojim otrokom, ki sem jih dal krstiti, da oni doživljajo vero, kako izpolnjujem pravzaprav tisto obljubo, ki sem jo dal pri krstu svojih otrok, da bom otroke vodil k Bogu. Ne? In zato se mi zdi prav, da je na veliko soboto in zlasti potem na veliko noč pri kosilu tudi in pa pri velikonočnem zajtrku na mizi oziroma krstna sveča enega od družinskih članov, enkrat enega, drugič drugega. Če pa nimamo, da potem poskrbimo za neko svečo in da se takrat spomnimo krsta, svojega krsta in pa krsta svojih otrok. Torej, to kot zunanje znamenje in hkrati potem tudi kot vabilo k notranjemu podoživljanju vsega tega. Ostaja nam še nekako 3 minute, pa nama bi še zdaj povedala še bistvene stvari o velikonočni nedelji, kaj se dogaja na nedeljo in seveda na zapovedan praznik velikonočni ponedeljek. Ja, velikonočna nedelja je pravzaprav se začela že z obredi velike sobote, ne, zvečer. In nedelja kot taka je zaznamovana z velikonočno procesijo. Tam, kjer je to možno organizirati, se potem malo bolj tako, ne, tudi z pleh muziko, kot pravimo, ne, z raznimi praporji, ne, gredo ljudje v procesiji in z najsvetejšim ter z podobo velikonočnega vstalega Kristusa, torej po vasi, po župniji ali pa vsej okrog cerkve, se pravi, gre za to, da to skrivnost oziroma to veselje velikonočno, ne, Jezus je vstal od mrtvih, da se razširi po svetu, torej da oznanimo drugim, Kristus je vstal, da potem ta aleluja nekako odmeva po župniji, bi rekli. Ne. No, na velikonočni ponedeljek je pa zapovedan praznik, prej je bil tako imenovana zelo močno tudi v bogoslužju velikonočna osmina. Zdaj mogoče malo manj v konkretnem življenju poudarjena. Gre namreč za to, da je ta dogodek Jezusovega vstajenja tako močen, tako globok, bi rekli, da ga ni mogoče obhajati en sam dan.
Ne? Zato v bogoslužju odmeva vsaj 8 dni, vedno bolj. Tako da v teh dneh potem do bele nedelje dejansko pri bogoslužju skozi poslušamo danes na veliko noč. Ne? Kakor da je še vedno veliko noč, je Jezus stal. Ne? Tako to veselje nekako odmeva naprej. No in zdaj velikonočni ponedeljek. Veljalo je nekoč tako pravilo, tudi nepisano pravilo, da je velika noč tako velik praznik, da se na ta dan ne sme iti nikamor na obisk. Torej mora biti družina doma. Velikonočni ponedeljek je pa potem dan, ko pa se gre obiskat, ko gre družina obiskat najbližje sorodnike, znance, prijatelje. Ne? In ponekod rečejo temu običaju potem tudi, da grejo v Emaus. Se pravi, nekako bi rekli, ne, tista dva učenca, ki sta iz Jeruzalema potovala v Emaus, pa se jim je tudi potem Jezus na poti pridružil. Ne. Tako da to ni, je ena taka, tako izraz veselja, ne, gremo skupaj, obiščemo ljudi, ki jih imamo radi, smo skupaj. Tako da to je potem, se pridruži še tistemu veselju, ki ga potem tudi velikonočni ponedeljek pri bogoslužjih se izraža. Ne? Torej, Jezus se prikaže dvema učencema, ki potujeta v Emaus in tam sprva ne prepoznata, ja. Zanimivo je, ne, da se pogovarjata o teh dogodkih, ki so se tam zgodili, ne, potem pa se jima Jezus pridruži, jima razlaga dogodke, ampak še vedno ga ne prepoznata, ne. Kot da sta nekako čisto zaverovana v tisti svoj pogovor, v tisto svoje doživetje, torej ni se jima še obzorje nekako razširilo, da bi lahko razumela, kot pravi Sveto pismo, da bi razumela pisma. Ne? In zanimivo je, ne, da prepoznata ga pa takrat pri mizi, ko prelomi kruh. Ne? Teološko gledano razlagajo, torej se razlaga to svetopisemsko poročilo kot neke vrste maša. Ne? Torej gresta, Jezus je zraven, poslušata ga, jima razlaga, tako kot pri maši v prvem delu. Ne? Poslušamo Božjo besedo, duhovnik nam razlaga, ampak velikokrat nimamo občutka, da je Jezus med nami. Ne? Šele potem v drugem delu, ko je središče nekako oltar, ne? Tam se pa zavemo, ja, Jezus je med nami pod podobo kruha in vina. Ne? Tudi apostola sta spoznala takrat Jezusa ob kruhu in vinu, ne pa prej. Ampak zanimivo, Jezus je od začetka do konca zraven. Ne? Torej, čeprav se mi tega ne zavedamo, tudi pri maši, ne? Tudi v prvem delu je Jezus navzoč med nami. Gospa doktorica Julka Nežič, najlepša hvala za vaš prispevek, za ta naš največji krščanski praznik, Veliko noč. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost. Hkrati pa vam želim prijetno, svečano, lepo in veselo praznovanje našega največjega krščanskega praznika Velike noči. Hvala lepa in nasvidenje.